En lep dober večer, sem skupaj, Tanja Skaza z vami. Nekako sem se odločila, ker sem prišla iz čudovitega obreda, dvodnevnega obreda domov in se mi je nekako zdelo, da bi rada podelila z vami nekaj besed glede samega obreda ajuaske. Najprej vsi tisti, ki še ne veste, ampak že tako vem, da zdaj vi že to vse veste, da že nekaj let v mojem programu, odkar v inštitutu, tudi pripravljam ljudi, to pomeni pripravljam ljudi na en čudovit obred oziroma na dva obreda. En je obred ljubezni, dejansko, da res opolnomočite sebe, da odprete, da se soočite z resnico, kdo ste, in ta drugi obred je Aja. In rada bi se malo dotaknila tega obreda, zaradi tega, ker je nekako to moj način življenja, tudi bila sem že, se ne vem, po moje več kot na 40 ajah, če zdaj to pogledam v teh 4 letih. Zakaj sem bila? Ker vsakič, bila sem najprej tako zaradi sebe in potem, ko pridem skupino. Kaj počnem? Tisti, ki še ne veste, pripravljam skupino na to, da so na obredu res pripravljam iz namero, to pomeni, grem dejansko na izvor, čim bolj, če mi povejo, tako veste, tako pri zdravniku, ko pride zdravniku pa rečeš, koleno te boli in ti pol zdravnik ve, kaj ti najprej piše. Če pa ti ne veš kaj, pa tudi ne moreš karkoli narediti. Zato je izredno pomembno, da nekako pripravimo osebo, da na obredu res se dotakne tisto, kjer izvirajo strahovi, ali kje so tisti vzorci in da jih odetela. Zdaj pa bistvo glih tistega namena, ta proces, ki poteka, ki ljudje reče, oh my god, toliko stvari sem slišal o obredu in me je strah iti. Jaz se resnično še enkrat povem, zame ljudje, ki ne upajo iti, a pa bom drugače rekla, bo lepši stavek ta, če rečem. Z mano lahko delajo ljudje, ki so šli na ta obred. Zaradi tega, ker vem potem, da vsi tisti, ki poznajo ajuasko, vedo, da Aja te pelje direktno do ljubezni. Aja te direktno pelje. Aja vse, kar je, ajuaska te želi očistiti, vse tisto, kar imaš noter, zamere, krivde, strahove, obsodbe, ne vem, vse možne stvari, in ko te odpelje, doživiš najlepše razsvetljenje. In jaz na vseh obredih, katerih sem bila, Hauš, v mojem vesolju, univerzumu, me podpira in doživim to tako razsvetljenje, ki bi ga lahko človek na nek način pojmoval kot nek orgazem. 10-krat boljši od orgazma. Zdaj bi se mi lahko kdo nasmejal. Zdaj pa gremo pogledati, zakaj je ljudi tako strah. In reče, jaz slišim, da se na ajuaski ful bruha, da je to nekaj ful groznega, jaz nočem bruhati, pa tako. In zdaj bom podelila stvari, zakaj bruhamo, kaj sporoča Aja, na kak način nas Aja vodi. Aja je tista medicina, ki nas res pelje, to je sveta medicina. Jaz jo vsakič z takim strahospoštovanjem vzamem, vedno z tem, da mi daje odgovore, da mi daje uvide. In najprej to, ko rečemo, prav strah me je tega bruhanja, ampak vsakič, ko človek bruhne ali ko človek driska ali karkoli, takrat oddela določene vzorce. Zdaj bom jaz podelila, kateri bi to lahko bili vzorci. Lahko, da je to vzorec, da imate veliko sodb noter v sebi. Vse to ne pomeni, da so to vaše, lahko da jih vlečete od vaših 7 generacij. A si vi predstavljate, če je vaša mama, ne vem, kritizirala, pa vaša babi kritizirala, normalno, da boste vi tega imeli še več, ker vi s tem živite. Če ste vi polni sodb, ali pa tako, če se čutite, da niste dovolj dobri, si predstavljajte, kaj je imela vaša babi, vaš dedi, vaš oče, vaš kakorkoli, in vi ta vzorec nosite. In na nezavedni ravni ste ga vi že podedovali, vi ste izbrali to družino in vi to imate noter v sebi. In z vsakim izbruhom, ko bruhne, ko reče, sem bruhat, ne, z vsakim izbruhom ste vi močnejši, ker tako, da bi dali en rukzak dol, pa drugi rukzak dol. Seveda ne bruhajo vsi, zato ko nimajo potrebe bruhati. Zato lahko, naprimer, ne grejo driskati. Drugi, naprimer, ne rabijo tega, ker lahko sami razrešijo. Bom podelila nekaj mojih izkušenj, da veste. Čisto na začetku obredov, seveda, vsak obred mi daje nek uvid. Vsak obred, ko rečejo, kaj boš pa še ti podelal po tokih obredih,
vsak obred, ampak lahko se odločiš za dve varianti. Lahko se odločiš, da ti zdravilec pomaga in da ti pomaga potegnati vse tisto, kar te muči, da ti pomaga potegnati ven, da si ti lažji in da lažje gre skozi ta proces. Ali pa, jaz temu rečem, ne rabim te birgle, lahko človek sam naredi in se res poglobi noter vase in pogleda, kaj je. To pomeni, jaz prav čutim, ko se spomnim na začetku mojih prvih ajuaskana. My God, kako me je celo telo ti razpade. In ko me kdo vpraša, ko reče, jaz se ne upam bruhati, slišal sem take pa take komentarje, jaz za vse ljudi, kateri so bili z mano na obredu, lahko rečem, da marsikaj, kaj so delali, so zaradi tega dosti boljši ljudje. Eni so dosti bolj, da so ozavestili hvaležnost, drugi so zelo dobro ozavestili, da ne želijo kritizirati, ker vejo, ker če kritizirajo sebe. Tretji so imeli izredno močen vzorec vrednosti, lastne vrednosti ali pa manj vrednosti. In potem so s tem tudi ugotovili, oh my God, jaz zdaj vem, kdo sem, ker to pač izhaja iz naših družin in potem je ta vzorec, ki potrebno čistiti. Tako da, sam proces traja tako, da vi skozi namero in skozi afirmacije že sebe pripravite na to. In na obredu, do obreda že vi ful veliko podelate. Imate že noro veliko preizkušenj. Na obredu pa samo te rukzake oddelate. In takrat, ko bruhate, si predstavljate, vsa ta tema gre ven, vsi ti vzorci grejo ven. In vi ste kar naenkrat opolnomočen, tako opolnomočeni, polni sebe, tako prav čutite, oh my God, koliko sem lažji. Jaz sem vedno rekla, strah me je tega, strah me je, ne vem, izredno močen. To pomeni, vsi uspešni ljudje imamo zelo močen strah pred neuspehom. Izredno močen. In bolj kot človek uspešen, bolj zapira svoje srce. Drage dame, to tako in tako veste. Bolj ko smo naravnane k temu, to pomeni, bolj ko smo uspešne, jaz bi si najraje peljala vse uspešne moje dame, da res odprejo svoje srce, ampak vem pa tudi nekaj drugega. Bolj ko smo uspešne, bolj imamo te moško energijo, kar pomeni, bolj zapiramo srce, bolj odpiramo to pomeni, vedno je smo bolj preračunljive, analitične, zaradi tega, ker smo borke. Bolj, ko si dovolimo iti v to srce, bolj smo ženstvene, bolj smo ženske. Je pa res potem, da to zdaj ne pomeni, da ne želimo se gnati, to pomeni, ne želimo tekmovati, ampak nismo več toliko tekmovalne. Kar naenkrat odkrijemo, da je vse lahko dosti lažje, če smo bolj v easy. Ne vidimo več izziva za 10, ampak ga vidimo za 5. Ok, to pomeni, da vsakič, ko vi to naredite, vi sebe osvobodite in rečete, oh my God, kako je življenje lažje. In ko mi kdo reče, jaz se ne upam iti na te stvari, kako želiš pa sebe osvoboditi? Na ta svet smo se prišli učiti v ljubezni. To meni, v največjem vrhuncu, to vedno povem, takrat, ko sem vse imela tudi slavo, tudi prepoznavnost, sem se jaz počutila najbolj prazno. In jaz danes ne bi zamenjala tega življenja, ki ga imam sedaj, zato, ker sem ga imela prej. Vem pa, da sem mogla prejšnjo pot prehoditi, da sem danes tukaj, kjer sem in da to lahko čutim. Da lahko to zaznam in da lahko prepoznam, da ne rabim se boriti, ne rabim tekmovati z nikomer, ne rabim nikogar kritizirati, ne rabim iskati njegove napake, ampak da vse, kar lahko človeka sprejemam. Da pa lahko človeka sprejemam, moram pa najprej sprejeti sebe. In to so spet vzorci, ki jih dobimo od koga? Od naše mame, od naše babice, prababice in tako naprej. Sprejemanje, to pomeni, če moja mami mene ni objemala, mi ni, ne vem, me hvalila gor dol, pomeni, da se nisem sprejela, da so moji vzorci močni, vzorci manj vrednosti, nesprejetosti, pomanjkanja ljubezni, pomanjkanje vere vase, osamljenosti tudi. In ti vzorci, bolj ko strmimo, a veste, eni se prebudijo pri 75. Jaz sem presrečna, ko z mano grejo tudi na obrede ljudje, ki so stari 70 let. Mislim, danes sem srečna, ko sem govorila z gospo, ko je upokojenka, ko je prodala podjetje, pa je rekla, grem, ker vse, kar si želim, sprejeti sebe in uživati življenje. No, in ko pride do tega, da vi dvomite v to, ok, bom mogel bruhati, kakšne strahove, vse ajuaska pomeni smrt in novo rojstvo. To pomeni razpad tega, v popolnosti razpad. Spomnim se na začetku sebe, ko se mi je tako zdelo,
da tako, veste, tako da bi se spremenila najprej v korenine in potem so te korenine v zemlji razpadle. Tako, to. Kar prstov nisem več čutila, roke nisem čutila, nič več nisem čutila. Bila sem en majhen prahec na celi zemlji, na tej zemlji. In sem pa rekla, oh my God, a to pomeni, da jaz sem tako mala in jaz se toliko sekiram za kak izziv. In pa sem spoznala, oh my God, pa vse življenje si mi delamo trpljenje. In zdaj, ko se vrnem nazaj, ali pa tako, ko se spomnim, ko sem najprej hodila, veste, pa sem pa, vsak izziv je zame to predstavljal, ne vem, tam primerana. Ko so prišli na obisk, pri meni je moglo biti vse tipi-top, večerja pripravljena, vse tako tipi-top. Zdaj, če pridejo, skupaj delamo, ne rečem, nimam še, bomo skupaj naredili, kaj imamo, dosti bolj ležer, lahkotno. Potem, tako, tudi več, življenje jemem drugače. Jaz se spomnim, da včasih v trenerki ni šans, da grem v trgovino. Danes grem tako, kot čutim, ko sem noter v srčku, grem tudi s tistimi iz kožla direktno noter v trgovino in grem kupiti, kaj rabim. Včasih, ko je nekdo napadel, se sama spomnim, tako, sem jaz rekla, kaj je, sem jaz napadla nazaj. Danes pač rečem, oh my God, imate slab dan, super ste, krasni ste, čudovit dan je. Danes pa tega več nimam, ampak spomnim se, da je še tega bilo, In vedno bolj, ko te rukzake dajete dol, vedno bolj živite v sebi. Je pa res, resnično pomembno, kam greste. In to je danes moje sporočilo, ki si ga želim, ki vam ga želim predati. Jaz zaupam že 4 leta enemu šamanu, eni šamanki oziroma dvem šamanom, ampak to so ena skupina, niso zdaj 2 skupini. Samo eni skupini, ki so kot moja družina. In tej družini zaupam 100% in vidim, katere vrednote dajo ljudem. Ljubezen, sočutje, povezanost, enost, spoštovanje, vse tisto, kar človek potrebuje, da je lahko uspešen. Ker se uspešen nisi, če tekmuješ, uspešen si takrat, ko si v svojem stebru. Tako da, druga stvar, katero sem želela podeliti, se sploh ne vem, koliko je, rekla sem, da bom kratka v videu, nisem pa pogledala, koliko je ura, ker sem začela video, ker sem kratko se priklopila. Druga stvar, drage moje dame, ki se mi zdi izredno pomembna za vas, zelo, zelo pomembna, to rečemo, da sem dobila mogoče na eni, ne vem, 10 aj nazaj, ali pa ne vem, koliko je aj. In potem zadnjič še na postavitvi družine, še to moja draga Nataša potrdila. Ženske smo bile rojene za to, da služimo našemu partnerju, kar se tiče spolnosti, to pomeni, da njega zadovoljimo in da rojevamo otroke. Seveda se je to skozi leta spremenilo in tista, ki je na primer imela malo bolj močno spolno slo ali pa živela tantro, ona je že kar veljala za prostitutko, ne vem, kurtizano, karkoli pač že. No, danes v današnjem svetu smo mi tiste, ki lahko s tem res živimo tako lahkotno, s tem kažemo spoštovanje do našega partnerja. In, naprimer, če imate 2 sinova, to ne govorim tako, to tudi Nataša je zadnjič povedala, če so sinovi, to samo sporoča, da mama v tem primeru je vse, kar je pomembno, da spoštuje partnerja in da mu kaže podporo, ker s tem, zato je dobila fantke, da se fantki naučijo spoštovati mamo. Ženske. Tista, ki pa dobi ženska od punčke, pa samo pomeni, da je potrebno se odpreti v ljubezni. In res z mano lahko delajo tisti, ki so šli na obred in ki pridejo do tega, da se res čutijo razsvetljenstvo, da res čutijo, da so res čisti v ljubezni, da pridejo do tega pretoka. In verjamte mi, če ne pridete z eno, lahko pridete z drugo, tretjo, ampak s tretjo sigurno pridete do tega, da rečete, oh my God, to pomeni življenje, to pomeni uživati v življenju. Ok, ženske, kaj pa ve lahko dobite? Tem, ker sem govorila, Ne vem, ne upam dati procenta, ne bi ga želela dati, zato ko ni raziskave, zato ko je to sram ženski povedati, da ne uživajo v spolnosti. Mogoče sem bila tudi ena jaz izmed teh, ki nisem vedela,
kako sploh, je pač to se mi zdelo, ajde v redu, to je treba narediti, pač to demo. Definitivno ayahuasca tudi pomaga odpirati spolno čakro, predvsem to, da se odpirate iz spolne na srčno, iz srčne na spolno čakro in vam pokaže, da tudi to je nekaj, kar ni samo zato, da pač morate, ampak zaradi tega, ker ste opolnomočene, zaradi tega, ker ste polne življenja, zaradi tega, ker ne samo, da ste vi polne življenja, vi to daste tudi partnerju. Jaz sem prepričana, da je to tudi meni prebudilo mojo spolno slo, do tega, da si želim partnerja, da si želim ga čutiti ob sebi, da želim se čutiti izpopolnjena. Tudi naslednja zadeva, katera mi je pomagala, da sem sprejela svoje telo, da se počutim ženska v svojem telesu, da lahko oblečem obleko in se fajn počutim v obleki, tudi če je ozka, pa tudi če malo trebuška ven gleda, pa malo tega, da je čisto ok. Včasih se spomnim, da sem mogla vsak del pokriti, da se ni videlo. To pomeni, Aja vam izredno pomaga tudi, kar se tiče same spolne sle, da se prebudite in zadihate. Čakaj, da pogledam, kaj sem pogledala. Aha, ena izmed najbolj pomembnih stvari. Spolna sla je tako najbolj pomembna. Ja, tantro bi vsak živel. Vsak bi jo živel. To pomeni, veste, jaz koliko opazujem ženske, jaz imam izredno rada lepe ženske. Res, ampak ne lepe, tako lepe, veste, da je zdaj cela urejena, lepa, ki si je tisto lepoto od znotraj. Zato, ker vem, da živi ljubezen, da je res v popolnosti živi. Ona uživa v spolnosti, uživa v negovanju sebe, uživa v svojem telesu, v čutenju svojega telesa. In takrat vem, ne sem, da je ona srečna, ona to tudi daje partnerju. In njen partner je presrečen in sem prepričana, da tudi njen partner je uspešen v poslu, zaradi tega, ker je izpopolnjen. Ne zato, ker mora pač to dajati, ampak zaradi tega, ker mu ona to daje. Tako da, drage dame, ne se tega braniti. Gledajte tiste ženske, če pa ne, pa pridite na obred. No, tako da, ko bruhamo, dajemo ven vse tiste strahove, ki je prav, da jih dajemo ven, da bomo zaradi tega, to so strahovi, skrbi naših prednikov, naših staršev. In nekaj niste vi dobili, nekaj ni vašega. Jaz srčno upam, da mojim otrokom čim bolj vse čistim, da ne bo ta imela. Midva čistiva. Midva bi si z Igorjem želela, da bi bilo čim več parov. Jaz pač imam takega moža, da moj mož ne želi nastopati tako, ko ga prosim, daj Igor, prosim, daj posnam z mano, pa neče iz tega ne rabim. Žena, tisti človek, ki želi živeti v ljubezni, on ve, kje te bo najdel in tudi ve, da midva živiva v tem. Tako da, res bi si želela, da imam čim več parov. Tako mi je fajn, ker vedno več parov pride in vedno več parov gre se odpreti. Če se ženska ne odpre, moški ne dobiva na vrednosti, on ne polni sebe, da začuti to svojo vrednost, kdo je. On pa mora z umom delati, skozi sem z umom. Tako pa, če je on napolnjen, on zna in on čuti svojo lastno vrednost. Tako da, dragi moji, ne se bati priti do ljubezni. Vse, kar smo v življenju se naučili, smo se naučili. Mislim, zakaj smo na tem svetu, da se učimo v ljubezni. In bolj, ko smo v ljubezni, bolj smo tudi uspešni v poslu, v družini, vse posod. Vse veste, da ni osebnega in poslovnega življenja. To je eno. In prej, ko to razumemo, prej se tudi povezujemo, prej delamo na tem. Tako da, zaključek. Na obredu, kar je zanimivo, vsi na koncu spoznajo, da smo enost. Če je tam Luka, Mojca, Sonja, Katja, kdorkoli, na drugi strani, na eni strani Luka, Mojca, na drugi strani, ne vem, Metka, Jože, kakorkoli, vsi na koncu spoznajo, da smo eno in da res je samo to del tega. To pomeni, da smo vsi sestre in bratje. Zato, ko naprimer kdo kaj grdega govori o meni ali pa kaj reče, jaz nisem huda na njih. A veste, zakaj ne? Zaradi tega, ker sem bila tudi jaz nekoč taka. Potem, ko nekdo karkoli obsoja, ne obsojam, ker rečem, tudi jaz sem šla skozi to.
Ker če obsojam njega, obsojam svojega brata ali pa obsojam svojo sestro. Ne, vem pa, da je življenje lahko lepše in da je življenje res lahko, tako kot rečemo, uživam v življenju in sem varen ali pa varna. Tako da do tega lahko pridete. In osebna rast ni um. Osebna rast je srce, nima veze z umom. Meni pridejo ljudje, ko so bili na, ne vem, hipnoterapiji, refleks, ne vem kjerkoli, na hipnozah, na nema, in poreče, nisem še pa prišel, nisem naredil preboja. Ja, seveda, ker tisto je odprite srce in bo tisto znanje kar zlezlo noter v vas. Če se spomnite, tudi jaz sem vam opisvala, nimam to napisano, pa bi bilo dobro, da napišem. Mogoče bi bilo dobro, da napišem. Jaz nikje nisem naredila tečaja. Pač tako, pa Joe Dispenza, pa Robin Sharma, pa Deepak Chopra, pa pri Oprah še, vete kdaj, ko še Oprah imela tiste, čisto osnovne tečaje, kjerga leta je že bilo to. Pa Bruce Lipton, pa tudi Šinigoja. Dan sem ga klicala, pa sem mu rekla, Aleksander, če bova delala skupaj, boš mogel iti na Ajo in potem bova lahko delala skupaj, bova lahko prišla do tega. In tudi on je rekel, sneka, nič, moraš razmisliti, moraš sam videti. Predvsem, kar ocenjujem, osebna rast, nič drugega ni, kot delo na sebi. Kaj delaš na sebi, da čisti svoje vzorce? Dragi moji, kako čistite svoje vzorce? In zdaj je pa najbolj pomemben moment, komu greš? Komu greš? Komu greš? Osebi, jaz sem 4 leta že v tem. Meni moji šamani rečejo, da sem šamanka, ampak prava šamanka za obred moraš iti pa v Peru, v Brazilijo, ostati tam, ne vem kam, v Amazonijo, ostati nekaj let tam, živeti čisto v džungli, se predati rastlinam, da te rastline vodijo. To pomeni ne make-upa, ne šmink, ne frizure. Jaz se nekaj, da tega jaz ne rabim. Jaz sem za predpripravo, da lahko ljudje do tega pridejo. Se strinjam, da je še okolje usmerjeno v to, da, ne vem, moraš se pokazati na televiziji, ker če si na televiziji, potem wow, to nekaj pomeniš, moraš biti tam dober, pol nekaj pomeniš. Dajte, zlati moji, poslušaj sem svoje srce, kaj vam srce govori. Jaz sem vsem tem sledila in danes sem izredno hvaležna, ker so mi marsikaj v življenju pomagali. Tudi zaradi njih sem bila uspešna. Tudi zaradi njih sem dostikrat bila na televiziji, bila tam, sem obiskala vse konference. Ampak sreče pa ne boste našli zunaj vas, ampak noter vas. In naj vam iskreno povem, nobeno izobraževanje vam ne more pomagati, dokler vi notri, globoko noter v sebi, ne očistite, ne ozavestite to svojo temo, ki jo morate spraviti na površje. In ko delate na sebi, ne delati najprej na obilju, na manifestaciji, rečete tako, jaz želim očistiti strahove, da bom lahko živel obilje. Jaz želim očistiti svoje dvome, da bom lahko sledil svoje ljubezni. Najprej delite na tem. In jaz ljudi sploh ne zastopim, sploh jih ne razumem. Ne najdejo partnerja in ne grejo brskati po sebi, ampak brskajo vse posod druge. Ne morejo dobiti otroka, grejo 100 v Švico, v Nemčijo, ne vem kamorkoli, namesto da grejo noter vase in se vprašajo, zakaj ne morem priti do tega? Kjer vzorec me drži, da naredim ta preskok? Kaj je ta del, da naredim preskok? A nisem odprta na spolni čakri? A nisem v srčku odprta? Delam z uma ali delam iz kje delam? Če hočem imeti otroka, je to nekaj, kar je prvo potrebno srce odpreti, napolno. To pomeni, ko delate na sebi, greste noter vase, ne ven iz sebe. Ko hočete šarmirati množico, to pomeni biti uspešni, pa to takrat greste ven, se oblečete najbolje, stopite samozavestno in vse tisto, kar pa znate, poveste. Ko pa delate na sebi, na svoji sreči, greste pa znotraj vase. In delate s tistimi ljudmi, ko veste, da to delajo najbolje. Resnično, samo takrat. Na obredu, na 500 podjetnic sem povedala, kako ljudje, pa ne vem, kako je bilo razumljivo sporočilo, pa ga bom še enkrat povedala. Na moji akademiji
imam rada, da so vse ženske oblečene v istih oblekah. Zato, da se ne vidi, ta je bogata, ta je uspešna, ta je, ne vem, ful ambiciozna, ta je taka, ta je drugačna. Ko smo v istih oblekah, smo vse enake. Ni razlike. Mene ne zanima, a je ta direktorca, a je ta, sploh me ne zanima. Oni se to na akademiji sploh ne pogovarjajo. Oni govorijo, kaj jim manjka. Manjka mi sreče, manjka mi lastne vrednosti, sem nezaupljiva, to pomeni manjka mi zaupanja vase, manjka mi lahkotnosti, manjka mi povezovanja, manjka mi, da upam podeliti z nekom svoje strahove. To pomeni, mene ne zanima, kaj si, ker jaz vem, kdo sem bila, pa koliko strahov sem imela noter v sebi. Zato, ko človek ne pove titule, lažje govori svobodno o svoji resnici in o svojih strahovih. Ampak seveda ne morete postati pri meni v vlogi žrtve. Jaz vas vprašam, kaj boš naredil? In stave, kateri je, kaj boš naredil. V četrtek bomo imeli tisto domačo nalogo, ko sem vam je dala 2 tedna nazaj. Tako da v četrtek bomo se pogovarjali, sem vam kakao obred, tako da upam, da bomo pravi uri prišla. Ok, zdaj, kar se tiče tega in zdaj še mogoče delček nečesa, da podelim z vami. Jaz nisem za take obrede, ker to delajo original šamani. In jaz resnično zaupam samo tistim šamanom, ki to znajo delati najbolje in ki vidim, da to živijo. Jaz moram še videti šamana, da je brez ega, moram videti, da živi polno ljubezen, moram ga začutiti, da je človek, ko vse ljudi sprejema, ko jih zdravi in jih vse sprejema in odprt za te ljudi in da nima nobene besede nad drugimi. To je za mene hauš. No, ampak kakavove obrede delamo pa mi dve z Mirjano. Ampak kaj pomeni kakav obred? Kakav obred pomeni samo to, da vi razumete, kako človek lahko meditira. Da se vi naučite, kaj pomeni iti noter v svoj steber. Moj dan se začne z meditacijo. Jaz grem noter v meditacijo in potegnem se življenjem, da vem, kdo sem. To je kakav obred. In vsi tisti, ki se želite, tako mi kdo reče, da je meni težko na coaching priditi, ker je moja ura coachinga 200 €, pa jaz njim rečem, lej, na kakavovem obredu me imate pa 2 dni, to pomeni več kot 8 ur, da mi poveste, da vidim, kje imate izzive, 2 dni za 250 €. Tako da, to pa je moja rastlina je kakav, to pomeni zato, ker ga redno pijem, redno sem povezana z njim. Vsi tisti, ki želite, še imamo nekaj prostih mest, mislim, da za ta četrtek, če želite, ampak kakorkoli, ne se braniti, ne se bati nečesa. Imam enega odličnega prijatelja, ko sem prvo njega poklicala, ko sem to delala, pa sem rekla, dragi moj, pojdi, ker vem, kak je čudovit človek, kak je čudovit človek, kak bi mu pomagalo, da bi naredil ta preskok, prosim te, pojdi na Ajo, celo vedel je, kam grem, kdo so ti ljudje, je rekel, jaz se ne upam iti, jaz se res ne upam iti, pa sem rekla, življenje ti bo lažje, pogumen boš, lastno vrednost boš dobil, rukzake boš dal dol, zato, ker vem, iz kakšne družine prihaja, zato, ker vem, koliko rabi to ljubezen, koliko rabi te potrditve, ampak ne upa. In jaz vedno rečem, vsi moji, ki so šli z mano, oni so res pogumni in vsakič jim rečem, da sem jim tako hvaležna, ker so se napolnili z ljubeznijo in hočejo živeti ljubezen. Iz ljubezni pridemo do resnice, to meni samo resnica nas pripelje do čiste ljubezni in ta ljubezen nam da srečo in uspeh. Tako da, če želite živeti v ljubezni, iščite ljudi, ki so v ljubezni, to pomeni tiste ljudi, ki to ljubezen živijo, ki jih vidite, da ljubijo svojo partnerko ali partnerja, ki vidite, da je sočuten, da je spoštljiv do sebe in do drugih. Samo tam in samo tistim ljudem pojdite po ljubezen. Tam, kjer hočete uspeh, pojdite tem ljudem, ki so 10-krat boljši kot vi. Ker edino tisti ljudje, ki so 10-krat boljši, vam lahko pokažejo pot. In jim samo zaupajte, samo prepustite se jim in jim zaupajte. In ko jim boste zaupali, jaz vem, jaz sem imela pomanjkanje ljubezni, imela sem željo po uspehu, po tekmovalnosti. In ko sem spoznala moje šamane, my God, ko sem jaz videla njihovo povezanost, njihovo ljubezen, sem rekla, to je želim. Oni so moji učitelji in oni me bodo učili. In tantre,
in ljubezni, in sočutja. To je to. Evo, tako da, ni Aja nekaj, kar bi vas moglo biti strah, ampak Aja je tisto, kar vas napolni z ljubeznijo. Tako da, dragi moji, jaz temu rečem hauš, hauš. Mi rečemo hauš, hauš. Naj poslušajte svoje srce. Dovolite si, da srce vam daje odgovore, ker intuicija včasih, ne včasih, vedno bolje ve kot naš Rada vas imam. Vse dobro in se vidimo v četrtek.